Ja, dober dan, Urban Iriha tukaj. Rad bi vam predstavil primer parkirne politike v Trebnjem in gre za vprašanje, kako od nekih prometnih parkirnih izzivov priti do parkirne politike v malih mestih. V velikih mestih smo slišali že marsikaj, v malih mestih so pa včasih okoliščine malo drugačne. Danes bi vam rad pokazal predavanje v treh sklopih, in sicer parkiranje in politično tveganje, potem primer v Trebnjem in pa neka spoznanja. Zdaj, omejevalni parkirni ali pa prometni ukrepi niso vedno, uvedba teh ukrepov ni vedno enostavna. Saj vsi poznate primere kakšnih eksplodiranih parkomatov ali pa radarjev v Mariboru. O radarjih ne bi niti izgubljal besed. Gre za iskanje konsenza v nekem smislu. Zdaj, ali je to v zelo lokalnem, na neki lokalni ulici, kjer so poznane lokacije, kjer so že večkrat zaporedoma neke parkomate razstrelili, ali pa v smislu nekega mesta. Očitno noben izmed teh ukrepov ni bil dobro sprejet. Zdaj, običajno na občinski ravni bi lahko združili akterje v tri skupine. V lokalne politike, bodisi župan ali drugi predstavniki, potem so načrtovalci in pa občani. No pa poglejmo. Župani so običajno mnenjski voditelji, se trudijo za usklajevanje interesov na lokalnem okolju in pa tehtajo politično tveganje, ali bojo izvoljeni naslednji mandat ali ne. Zdaj, načrtovalci, v tem primeru načrtovalka, skrbi za svoj strokovni ugled, morajo biti vse rešitve tehtne in dobro premišljene, skrbi pa jih vedno nepoznavanje lokalnih specifik. Nismo vsi iz mesta, ki ga obdelujemo, in zato je prisoten vedno strah pred zavrnitvijo nekega predlaganega ukrepa. In to je lahko, ni prijetno za tistega, da bi bil to madež na karieri. Kaj pa občani? Občani po naših izkušnjah imajo nizka pričakovanja do sodelovanja z občino, dostikrat so bili mogoče v preteklosti opeharjeni ali pa izkoriščeni za kakšne, skratka niso dejavnosti, če so se aktivno vključili, niso prinesle dobrih rezultatov. Kadar so kakšni razvojni projekti v občini, imajo dostikrat nejasne informacije ali pa niso popolne informacije, lahko dezinformacije pridejo do njih, in pa običajno opazujejo okolje, dogajanje in se odzivajo, če je res potrebno, če je treba kaj znoreti ali pa ukrepati. Takšni so občani, seveda so pa tudi razlike. In zdaj v občinah opažamo, da so različne politične strategije delovanja. Eno je formalno, da se občinska uprava drži vseh predpisov in pripombe se lahko podajo na javni razpravi in bo na pripombe bo odgovorjeno na nek način in le berete uradni list. Potem drugi način je skrivnostno. Dostikrat občine v trudu, da bi nekaj naredile, raje se potiho dogovorijo za vse aktivnosti, tako da nič drugega kot tista dogovorjena, napeljan projekt ni možen. Potem so eni župani ali pa župani občinske uprave, ki z močjo delujejo. Se pravi, gre za mnenje ali pa držo, kaj mi pa morete, saj sem jaz izvoljen, jaz imam vse vzvode moči, lahko protestirate, ampak pejte raje na volitve, če hočete kaj spremeniti. Mi pa zagovarjamo seveda transparentno delovanje. Gre za to, da se mnenja soočijo, da se poišče najboljšo rešitev, ki je pravzaprav v korist vseh. In predlagamo, ali pa naš način je običajen, da z vključevanjem prebivalcev, ki je zgodno, pravočasno in iskreno, to pomeni z nekim strokovnim delom, ki je skomunicirano, probamo doseči neko platformo za to, da koristi vsem in politikom za manjše politično tveganje in načrtovalcem, da dobijo pravočasno lokalno znanje in pa tudi občani, da imajo rešitve takšne, ki jih posvojijo za svoje. In to bi vam rad pokazal na primeru v Trebnjem. Trebnje seveda vsi poznate. Kontekst Trebnjega
ne more biti, ali pa Trebnje ne moremo gledati izolirano. V Sloveniji, tale graf smo že videli prejle, se je število avtomobilov povečalo za 4-krat v zadnjih 40 letih. In to seveda ima vpliv na vsa mesta. Mesta so preplavljena z avtomobili, ker mesta, ulice se niso povečale za 4-krat. In v Trebnjem recimo vidimo, da se je, to je ortofoto izpred približno 15 let, tukaj vidimo, da mesto je bilo včasih drugačno. Spremembe v zadnjih 15 letih so opazne, recimo avtocesta je tukaj najbolj očitna sprememba, potem so mnoge stanovanjske soseske, zgoščene sredi naselja, industrijska cona, nova prometna infrastruktura, vse to so dejavniki, ki so vplivali na to, da se je mesto spremenilo, da ima več in prebivalcev in delovnih mest in to se potem pozna v središču mesta, ker središče mesta je sedaj polno avtomobilov. To je fotografija iz lanske jeseni, sreda popoldne. Tukaj vidimo polno avtomobilov, to je občinska stavba, polno avtomobilov, tu pa tam, ampak se moramo res potruditi, da vidimo kakšnega pešca, kakšnega človeka. Zdaj, to je bil kontekst našega naročila. Občina seveda želi mesto razvijati v dobri smeri. In to so si vse občinske uprave enotne. Občinski načrt, občinski podrobni prostorski načrt predvideva izgradnjo novega kulturnega centra in v sklopu tega kulturnega centra želijo za izboljšanje prometne in parkirnega stanja si želi občina zgraditi tudi en del garažne hiše, ki bi služilo za potrebe kulturnega doma in pa zraven je železniška postaja, kar je dobro izhodišče za uporabo te garažne hiše tudi kot park and ride. Občina je kandidirala na razpisu Ministrstva za infrastrukturo, ampak ta kandidatura ni bila uspešna, ker ni bilo nekih strokovnih podlag, ki bi upravičile izgradnjo park and ride. Se pravi, če ni nekega parkirnega režima v mestu, potem park and ride ne deluje in to je bil eden izmed pogojev v razpisu. Tako da je občina pri nas naročila izdelavo parkirne politike. Proces je potekal med decembrom 2018 in oktobrom 2019, obsegalo je strokovno delo, stalno ob strokovnem delu smo vključevali javnost. Struktura tega dokumenta parkirne politike je sledila celostni prometni strategiji in pa, mislim, za rezultat odlok o parkiranju je bil sprejet soglasno. Tole smo bili pa partnerji v tej izdelavi. Zdaj, pri parkiranju, ker je to občutljiva tema, marsikoga lahko razburi, če se posega na njegovo parkirno mesto, je logično, da se moramo osredotočiti ali pa se moramo soočiti z mnenji in pa to primerjati s podatki. Namreč, če je v nekem auditoriju 100 ljudi, ima vsak svoje mnenje, kako bi se lahko parkiralo pred stavbo ali pa pred domom. Zato so podatki, preverljivi podatki so tukaj pomembni. Zdaj, analiz parkiranja je mnogo. Vam bom predstavil na hitro. Parkirno ponudbo je precej enostavno dobiti. Gre se za to, kje so parkirišča in kakšna je njihova kapaciteta. Skupno število parkirnih mest je enostavno prešteti, ne vemo pa iz takšne analize, kakšna je zasedenost teh parkirnih mest in kdaj so zasedena. Niti nekdo parkira. Potem naslednja analiza je analiza parkirnega povpraševanja, bodisi za stanovanjske ali poslovne ali kakšne druge površine in ti vhodni podatki izhajajo iz občinskega prostorskega načrta, iz teh minimalnih parkirnih standardov. Tukaj vidimo posamezne stavbe, kakšne so potrebe po parkiranju. In tukaj
iz takšne analize lahko vidimo, kakšno bi naj bilo število parkirnih mest, ne vemo pa, ali so te zahteve smiselne v nekem lokalnem okolju, ali so ta parkirna mesta, če so zasedena, in pa kakšna je vloga potovalnih navad. A se vozijo s kolesom ali hodijo z avtomobilom, to ni jasno. Zato dostikrat uporabljamo analizo parkirnega utripa. Parkirni utrip je metoda za spremljanje parkirišč z periodičnim opazovanjem in to potem na enem mestu združuje in povpraševanje in ponudbo, pa še iz tega lahko izluščimo, kdo so uporabniki parkirišč. Gre za enostavno metodo, lahko se pa tudi malo bolj tehnološko zahtevno naredi. Kar je pomembno je, da od števila avtomobilov pa parkirnih mest lahko sklepamo še nekaj drugega, kar je bolj zanimivo. Namreč, če je nek avtomobil na nekem mestu parkiran od 11. ure zvečer do 6. ure zjutraj, je to verjetno stanovalec. Nismo čist sigurni, je pa zanesljivost precej visoka. Če en avtomobil pride zjutraj in gre popoldne, je to verjetno zaposlen, še posebej, če je tam kontinuirano parkiran nekih 8 do 10 ur. Če pa avtomobili pridejo tako znotraj, med jutrom in večerom za 2 uri ali pa manj, je pa to verjetno, in potem ta avtomobil gre, je pa to verjetno nek obiskovalec ali uporabnik storitev, uporabnik mesta torej. No in to je neka logika, ki jo lahko uporabimo s pridom pri oblikovanju parkirne, pri analizah in pri parkirnih režimih. Zdaj, kakšni so podatki tega parkirnega utripa za posamezno parkirišče? Za posamezno parkirišče, tukaj je primer v Trebnjem, parkirišče nasproti občine. Tukaj vidimo, da smo zasedenost parkirišča merili zaporedoma, vsak avto, kdaj je prišel, kdaj je odšel, in tako vidimo iz tega grafa, da je kapaciteta, tukaj se slabo vidi, kapaciteta tega parkirišča je 18 parkirnih mest, največja zasedenost je takole popoldne, sredi popoldneva, kjer je 17 parkirnih mest zasedenih. To pomeni 95% je v konici. Tele barve pomenijo nekaj, se pravi modro, to so tisti, ki so parkirali kratkočasno, verjetno uporabniki nekih storitev, rdeče so tisti, ki so parkirali za 8 ur ali več, tole rumeno so pa tisti, ki so parkirali preko noči in čez dan niti ne. Tukaj je videti, da so, recimo to so pa zdaj, to je isti graf, ampak drugače prikazan, tukaj je videti, da popoldne je največ takih obiskovalcev, ki so parkirali kratek čas. Zdaj, te podatke seveda potem lahko združujemo na področju, kakršnomkoli želimo, recimo na področju celega mesta, celega središča, kar je tukaj prikazano. Vidimo, da je kapaciteta vseh teh označenih parkirišč 1150, največja zasedenost v konici je 67% in to je tisto, kar sem prej govoril, da je v konici je bilo 1/3 parkirnih mest prostih. Zdaj, kaj to pomeni v Trebnjem? To pomeni v dostopnosti 10 minut so vsa parkirišča, peš dostopnosti, so vsa parkirišča na voljo. In pa, če povzamemo vse podatke skupaj, vidimo, da nam tukaj en podatek skače ven. Gre za to, da je v dopoldanskih urah je 400 parkiranih avtomobilov, ki jih parkira zaposlenih, je parkirano v središču mesta. In to smo prepoznali takrat kot eno izmed priložnosti za izboljšavo parkirnih predpisov. Zdaj, takšnih povzetkov lahko naredimo, lahko jih naredimo poljubno. Recimo to je podatek za javna parkirišča, samo za tiste, ki so v lasti občine ali države. Tukaj vidimo, da jih še posebej uporabljajo zaposleni, kar je nekoristen podatek, ali pa če hočemo preveriti, kako modre cone delujejo, tukaj vidimo, da je res večina teh, ki parkirajo na modrih conah, so res kratkotrajno parkirane, kar pomeni, da tukaj v Trebnjem modra cona ima svoj učinek in da tudi redarska služba dela kar v redu.
Iz teh podatkov lahko tudi vidimo, kako se zasedenost parkirišč spreminja skozi dan. Tukaj vidimo, da recimo v dopoldanskih urah je na parkiriščih okrog občine, upravne enote in zdravstvenega doma je zgostitev, potem po noči pa se spet so bolj zasedena parkirišča pri stanovanjskih blokih. Zdaj, to so podatki, to so neki surovi podatki, ki sami po sebi nam ne dajejo še nobenega parkirnega režima. Zato je treba te podatke predstaviti javnosti, predstaviti vsem strokovnim službam na občini in pa iz tega narediti neko strokovno delo. Vključevanje javnosti je seveda izjemno pomembna stvar, zato sledimo mi metodologiji, ki smo jo zapisali v publikaciji Z, je tudi prosto dostopna na spletu. Gre za organizacijo javnih posvetov, ki so v približno taki obliki. Vabljeni so različni akterji, se pravi predstavniki javnih zavodov, zasebniki, predstavniki gospodarstva, občinskih služb in podobno. Na teh posvetih skušamo čim več izvedeti od udeležencev. Recimo, to je bilo zanimivo vprašanje, kadar grejo prisotni v službo, koliko časa so pripravljeni peš hoditi. In izkaže se, da jih je bilo kar nekaj, ali pa večina takih, ki so pripravljeni 5-6 minut hoditi peš. Eni pa ne, eni bi pa radi parkirali tik pred vrati. Ali pa česa je preveč, česa je premalo. Iz tega izluščimo lahko neke vrednote ali pa neke stališča, ki so v mestu. Potem vsi ti izzivi se kartirajo, napišejo opombe o posameznih parkiriščih. Scenarij razvoja, tole je sicer iz Idrije, kjer smo delali nekaj podobnega. Na tak način lahko validiramo ali pa strategijo, kot je CPS, gre za splošno usmeritev, kako naj bi se mesto razvijalo. Upodobitve so zelo važne, recimo eno je splošna vizija prostora, eno pa vizualizacija ukrepov, ki so možni ali pa ki so predvideni. Zdaj, zapiski javnih razprav seveda morajo biti vidni in dostopni za vse udeležence. Župan je predlagal za tiste, ki se javnih razprav ne udeležujejo, pa bi jih bilo dobro vključiti, predlagal rubriko Ali ste vedeli, to je zbirka nekih malih slikic, ki se objavijo ali na spletni strani ali na Facebook strani, ki so take kratke informacije, ki so podane na nek enostaven način, in to je na Facebook strani od občine včasih izvalo kar precejšno debato, kar je še eden izmed takih načinov za vključevanje prebivalcev. Zdaj, iz vsega tega smo seveda morali narediti jasno neko strokovno delo, ki se je zaključilo z akcijskim načrtom. V akcijskem načrtu smo predvideli 19 ukrepov, ki so po fazah ločeni, se pravi, začnejo se tisti, ki so najbolj enostavni, poceni in kjer je učinek lahko ali pa razmeroma lahko doseči. In te ukrepe smo združili v 4 sklope. Sklop upravljanje, kjer so recimo odlok o mirujočem prometu je eden izmed teh ukrepov. Potem monitoring stanja na parkiriščih, uvedba proračunske postavke, namenske postavke za parkiranje in potem za prenovo javnega prostora in infrastrukture za pešce in kolesarje. Sprememba OPN, recimo to so te ukrepi, ki so pod upravljanje. Potem je naslednji sklop optimizacija infrastrukture, gre za male spremembe pri parkiriščih. Eden izmed teh ukrepov, ki je bil takoj uveden, je uvedba skupnega parkirišča, ne da ima vsaka organizacija svoje parkirišče. Recimo občina in upravna enota so imele skupno parkirišče, zaščiteno z rampo. Je bila kontrola dostopa omejena in to pomeni, da popoldne, tudi če je bil nek športni dogodek ali kulturni dogodek v bližini, je bilo tisto parkirišče prazno. To seveda nima smisla v središču takega malega mesta, zato je bil to eden izmed prvih ukrepov, ki je bil uveden. Potem pa sledijo ukrepi glede na potrebnost in glede na
stanje na parkiriščih. Recimo napovedana je razširitev časovne omejitve parkiranja, potem napovedana je uvedba plačljivega parkiranja, tudi dovolilnice za zaposlene na javnih inštitucijah, če bo potrebno tudi dovolilnice za stanovalce. Potem so naslednji ukrepi v sklopu nadgradnje in pa nove infrastrukture. Zdaj, nauki o parkirnem utripu kot metodi, analitični metodi je, da to je zamudno delo, a dobimo koristne podatke. Zdaj, informatizacija ali pa tehnološki napredek je možen, ampak za mala mesta smo ocenili, da tukaj velika investicija v kamere in tehnološko podporo ni bila smiselna, mogoče kje za kakšna večja mesta pa ima smisel. Potem parkirni utrip je dobra osnova za razvoj parkirne politike v mestih, tako malih kot tudi večjih, omogoča optimizacijo obstoječih parkirnih mest, omogoča zelo dobro razumevanje in potem določanje parkirnih režimov, pa tudi identifikacijo napačnega parkiranja oziroma neplačevanja. Zdaj, nauki o participaciji je tako, da če so preverljivi podatki, potem nam to pomaga pri skupnem razumevanju, v čem je izziv za parkiranje v mestu, in skupno razumevanje prebivalcev, strokovnjakov in politike nam omogoča razmeroma enostavno iskanje rešitev. Se pravi, podatki vodijo k boljši javni razpravi, k manjšemu političnemu tveganju in pa večji možnosti, da se te ukrepi resnično izvedejo. In za sklep, tudi omejujočo parkirno politiko je možno v manjših mestih izvesti, če prebivalci razumejo, v čem je težava, v čem so izzivi parkiranja in če lahko odločajo o prihodnosti mesta.